Ni nujno, da je človek v poznejših letih avtonomen. In avtonomnost nekoga pri 40 letih ni ista, kot je avtonomnost nekoga pri mojih letih, pri 60, 62 letih in kasneje. V čem je avtonomnost starejšega človeka? V tem, da lahko samostojno sprejema odločitve. Ne vem, kakšne so vaše izkušnje, ampak zdaj, ko nekatere stvari v povezavi s starostjo lahko občutim na svoji koži, vam lahko povem iz svojega lastnega življenja, da je avtonomnost v poznejših letih nekaj, za kar se moramo boriti. Vi veste, da je bilo letos ogromno upokojevanja, takšna je bila politična odločitev, javni sektor se je izpraznil, bolj ali manj, ljudje so odšli v pokoj, veliko intelektualcev odšlo v pokoj in pritiski, ki prihajajo z okolja, na nekoga, ki ima moje leta in pogoje za upokojitev, so zelo veliki. Torej, kakšne so moje možnosti? Bodi si, da akumuliram to, kar mi okolje ponuja, bodi si, da se temu uprem. Tu je avtonomnost starejšega človeka. In ta avtonomnost ni ista, kot je bila tista, ki smo jo imeli pri 40 letih. In pritiski, ki jih doživljamo, so veliki. Zato mislim, da potrebujemo znanje in znanje, razum, neko pomembno, neko socialno okolje, to so pogoji in pa tudi zahteve, bi rekla, za uspešno staranje. Torej, želim vam uspešno staranje in hvala lepa za pozornost.